freue mich wieder hier zu sein. Vesel sem, da sem spet tukaj. Es ist schön, Lepo je, wieder an einen da Ort sem zu lahko kommen, spet wo na man kraju, kjer lahko, sehr viel Positives mit verbindet. s katerim povezujem Und ich freue veliko mich auch, in einige pozitivnega. Gesichter zu schauen. Manche konnte ich In von euch vesel noch sem nicht tudi, da begrüßen. vidim Ich sehe gerade den Franz. nekaj obrazov, ki jih poznam, Franca in veliko drugih, ne bom vseh omenil, Aber es freut mich ampak einfach, vesel viele sem, bekannte da Gesichter auch lahko wieder spet zu sehen, vidim aber auch neue polno Gesichter zu znanih sehen. obrazov in tudi veliko Das novih. ist jetzt genau 10 Jahre her 10 let nazaj je, ko sem bil tukaj als Student. kot študent, Und es war im Jahr bilo je 2010. leta Gott, ich hatte es 2010, eben angedeutet, Gott mich zurückgerufen hat wieder aus ko der me je Welt. Bog poklical nazaj iz sveta. Ich war gerade Bil so sem im nekje v Prozess, procesu, kam durch ko sem preko Prophetie, prerok in die Gemeinde, spet prišel v durch cerkev, Endzeitereignisse und solche Dinge. dogodki zadnjih dni, Lernte sem Jesus spoznal kennen. Jezusa. Lernte dann noch Stück für Stück im Mai 2011 Maja 2011 sem spoznal tudi zdravstveno sporočilo in sem videl, da ima Bog tukaj en aspekt, en fokus, ki je zelo pomemben, ki mi je potem skozi leta vedno bolj jasno postalo. In tako sem bil junija 2011 prvič tukaj v TGM-u. Takrat ni bil Inspiration Weekend, ampak šolsko leto je bilo še drugače razdeljeno. To je bilo zaključek leta, ali pa junij, julij, no, v glavnem je bilo, se mi zdi. Takrat je bil tukaj David Gates, govornik. Morda je kdo izmed vami takrat bil tukaj, se tega spomni. In prijatelj me je povabil in rekel, pejt, greva pogledat. S prijateljem sva šla različne govornike poslušati okoli. Tega kraja sploh nisem poznal. Ko so se prepeljala tukaj po cesti dol, sva se peljala skozi gost, ker naj jo navigacija tam peljala. Tako da sva zabluzila in sva šla nekje okoli in nazaj, se sami veste, kako je tle. Tako da smo imeli ta zaključek leta tukaj z David Gatesom, smo slišali njegove pridige in bil sem tako navdušen, kaj vse je človek doživel z Bogom. Vem, da v tem času sem bil ravno študiral, oziroma sem se izobraževal, ampak sem čutil to močno potrebo, da bi rad bil polni misionar. Moji starši še niso bili adventisti. Potem sem Bogu rekel, Bog, če me ti kličeš, če ti res želiš, potem mi dovoli, da grem domov staršem, da bom prekinil študij in da bom šel v misijo. Tam sem stal pred vhodom. Ni bil tako modern, kot je danes, sicer je tukaj zelo lepo ratalo. Slava Bogu, ker ste tako lepo uredili ta kraj. Spomnim se, da smo tam zunaj stali in prijatelju sem še rekel, ki je bil z mano, sem prišel. Mislim, da bi bilo dobro, da bi šel v kakšno misijonsko šolo ali kaj podobnega, ampak tukaj pa nočem iti, sem pa nočem iti. To sem tako videl, kaj je kle, pa sem si mislil, sem si nekako mislil, Avstrija, ja, tako. Starši smo skoraj vsak let bili na Faker zeju na dopustu in smo lovili punce in vse živo, vse poznate. Vse veste, nekako si predstavljamo, misijonska šola, želiš nekako v Afriko, v Ameriko, no, v redu. 6 tednov kasneje sem bil tukaj kot študent. Prekinil sem študij in prišel sem za 1 let kot študent. Zelo lep čas je bil to. Vmes se je že veliko zgodilo v zadnjih 10 letih. Vem, ko smo mi tukaj še zaključili leto, smo si želeli, da bi tam smo sedeli v kuhinji in smo razmišljali, koga naj povabimo, katerega govornika. Takrat je bil še, smo povabili brata Tauberta in prišel je 10 let kasneje pa, in morda mnogi to veste, sva skupaj s Taubertom v severnem Schwarzwaldu sama odprla misijonsko šolo, kot je ta, podobna odprla. In tako jo vodiva skupaj s Taubertom. In tako Bog vodi poti skupaj. In med tem se je še veliko zgodilo. Kar pa lahko rečem, da v zadnjih 10-12 letih moje poti s Kristusom lahko rečem, da je to bilo najboljše za njega delati. To je najboljša reč. Dostikrat je to stresno in moramo paziti, da se ne pretegnemo, da bi bilo preveč, da New Start tudi živimo in včasih se res bojujem s tem, da dovolj spim in podobno, ampak res je najboljša stvar delati za Boga.
Včasih smo tako zaposleni, da kakšne stvari sploh ne vidimo ali pa jih ne porajtamo. Če sem ravno delam na vrtu in to mi je zelo pogodu. Se vidite, imam umazane roke, poskušam si jih umiti, ampak ne gre. Odpustite mi. Ne vem, če sploh pravilno izgovarjam besedo vrt. Garten. Ja. Z naglasom, vse slišite. Tam je saj izda, iz kje prihajam. Ampak imam veliko veselja na vrtu. Vrt naš je tako velik, da mi vzame res veliko časa. In potem pregledam veliko stvari. In šele sedaj, na poti sem prebral, kaj je opis za ta vikend. Ja, sem tudi prebral opis mene in o temi, ki ga bomo danes imeli. In tam je pisalo v opisu, da tako kot na čas Pentakoste oziroma izlivanja duha, da bomo imeli temo na priprava na pozni dež. Se res? To pa še skupaj, to mi sploh ni prišlo na misel. V zadnji čas sem bil tako zaposlen in nisem tega opazil. Zanima me, kako nas bo Bog vodil. Pričelo je deževati, to še ni pozni dež, ki drugače zgleda. Ellen White pravi, da bo pozni dež prišel v 10-kratni moči kot takrat na 50-nico. Ne vem, če razmišljate o tem, z 10-kratno močjo kot takrat na 50-nico. Pri tej temi je zelo veliko reči, ki bi jih lahko nagovoril. Če sem iskren, niti ne vem točno, kaj vse vam bom predstavil ta vikend. Prosim, molite za me. To sem pustil odprto Bogu. Pogledal bom od teme do teme, kako Bog to vodi. Ker je ta tema tako široka in tako veliko aspektov lahko nagovorim. Vem pa, da stvari, ki mi ležijo na srcu, ne za danes, ampak da gre to za čas preiskovanja srca in čas, kot je že omenjeno, da se napolnemo, kar je tudi zelo pomembno, da se na novo usmerimo in razmislimo, da se pogovorimo z Bogom. Predvsem pa to ni samo čas, da se nagovorimo stvari, ampak tudi čas, kar mi je tudi vedno bolj jasno, čas, da stvari tudi spravimo v prakso. Veliko govorimo. In dobro je, da imamo take soočanja, kot je danes. Dobro je, da imamo družine, ker nam to pomaga, da se napolnimo. Ampak, bratje, želim vam ta vikend vas fokusirati, da preiskujete lastne srca in tudi kako dejansko stvari spravimo v prakso. Ker veliko reči pride samo v glavo in potem zapade, se gre v pozabo. Moja posebna želja, in sedaj bi z vami rad pričel z molitvijo, preden stopimo v to temo. Povabil bi vas rad, da pokleknemo in molimo. Naš dobri nebeški Oče, iz srca se te želimo zahvaliti, da imamo danes spet priložnost se tukaj zbrati. Vemo, da dolgo ni bilo mogoče, ampak Gospod, tukaj smo za izbrani in vemo, da nas ti ljubiš. Vemo, da imaš misli miru za tvojo skupnost in da bi rad z vsem hrpenenjem tvojega duha v polnini dal nam. In nič manj kot polnino nam je Jezus obljubil. Pri tebi, Jezus, ni polovičarskih stvari. Pri tebi je samo polnina. Zato te prosimo sedaj, Gospod. Nočem te samo prositi za moje ljube brate in sestre tukaj, tudi za goste, ki so morda na internetu. Še posebej te prosim za sebe, Gospod, ker tudi jaz sem tako kot vsi ostali potrebo, da sem izpolnjen in še bolj izpolnjen, da bi bil izpolnjen s tvojim svetim duhom v polnini. Prosim te, Gospod, da nam odpreš oči, da nas sliši, da nam daš, da bi poslušali tako, kot so učenci poslušali.
da bi slišali, kaj ima Duh povedati tvoji skupnosti. Oče, hvala, ker imamo to priložnost, da imamo lahko predavanja, da lahko razmišljamo o teh rečeh in da imamo tudi čas to pripeljati k tebi v molitvi in tudi v pogovori med nami. Hvala ti, Gospod, za ta lep kraj. Hvala ti tudi za mojo pot s mojo ženo sem in za vse ostale, za varno pot. Hvala, Gospod, tudi za vse, kar so tukaj v nekaj letih storili, da bi dosegli ljudi. Blagoslovi ta kraj in vsi, ki so tukaj dejavni, tudi študente in tudi vse goste, prijatelje, brate in sestre, ki so tukaj. Jih posebej blagoslovi v teh naslednjih dneh. Želimo doživeti, kako bi ta kraj zapustili polni duha. Zato se ti zahvaljujemo in te slavili in častili v Jezusovem imenu. Amen. Veliko reči je za nagovoriti, kot sem že rekel, ampak predvsem pa je še veliko več, kar moramo v prakso spraviti. V duhu preroštva beremo, da je prava izobrazba zelo pomembna. Nimamo časa, da bi se ukvarjali s špekulativnimi idejami ali s slučajnimi gibanji. Dokaz, da je Kristusov prihod blizu, je veliko in zelo jasni so. A kljub, in to se ne rabimo poglavljati to, upam, da nam je to jasno vsem. A kljub temu, mnogi, ki trdijo, da ga iščejo, spijo. Nismo niti pol tako resni, kot bi morali biti, da bi zbrali pomembne resnice, ki so nam v opomin, zaradi katerim je prišel konec sveta. Poznate to sliko? Eni morda poznajo. V tednih mesecih ste morda videli to sliko. Morda je tudi kdo bil tukaj. To je slika, ker so ljudje mislili iz 14. na 15. julija prejšnjo leto, da je konec sveta. Ker je voda tako narasla, da je dosegla 14-15 metrov visoko. In ljudje so si morda mislili, da je odbila njihova zadnja ura in da je življenje oziroma njihovo življenje prišlo do konca. Ta dogodek je vsem poznan, kar se je lansko leto zgodilo v Ahrtalu, zelo velika katastrofa, ki se je tam zgodila. Tam, ker sem nekoč tudi odrastel, tam sem živel 35 let. Zelo sem povezan s tem krajem Ahrtal. Hvaležen sem bil, koliko ljudi, koliko bratov in ljudi, ko sem dajal pozive po internetu in so me poznali preko video in so prišli v Ahrtal in smo skupaj izoblikovali skupino, da bi sistematično hodili v Ahrtalu in ljudem praktično pomagali. Zelo veliko veselje mi je to bilo. To je zame bilo nekaj najbolj praktičnega. Sploh ne moremo tako reči, ampak jaz to tako imenujem. To je bilo zame najbolj praktičen camp meeting kdajkoli. Še nikoli nisem videl adventistov videti tako v harmonijo kot takrat v tem času, ko smo, nisem vseh spoznal, ki so prišli, ampak ni bistveno, da nismo bili vsi teološko isto, ne da to ni pomembno, ampak spoznal sem, da ko smo skupaj enostavno se lotili zadeve in pomagali ljudem, ni bilo dobro samo za ljudi, ampak tudi nam vsem je bilo to koristno. Ta izkušnja ni bila samo zame posebna izkušnja, ampak tudi za mnogo drugih, ki so tam lahko pomagali. En stavek, ki sem ga bratom tudi podal v tem času, je bil, rekel sem jim, to, kar tukaj delate, morda se še ne zavedate, ampak to pomaganje ljudem, dejansko pomaganje ljudem, je priprava na pozni dež. Malo kasneje, danes večer, bomo bolje razumeli, kaj s tem mislim. Bom začel en uvod s par mislimi, preden pridem v pravo temo. Ellen White piše v vzgoji. Pridigar, misionar in učitelj bo imel pri ljudeh veliko večji vpliv,
če bo očitno, da ima znanje in spretnosti, ki so potrebne za opravljanje praktičnih dolžnosti vsakodnevnega življenja. Uspeh in pogosto tudi, pozorno poslušajte, tudi samo življenje misionarja sta pogosto odvisna od njegovega praktičnega znanja. Ne teorija, teološke zadeve. Čeprav je to vse pomembno, ampak praktične reči, praktična znanja. Kot bomo videli, je to, ja. Sedaj pa pogledajte, tukaj ne govori o visoke znanosti, ampak ravno veliko ljudem tukaj manjka to, kar sedaj piše, kar bomo našteli. Zato tudi hvala Bogu za to šolo, kot je ta. Sposobnosti priprave hrane, ravnanje v primeru nesreče in drugih težav, zdravljenje bolezni, gradnje hiše ali, če je potrebno, cerkve, pogosto odločajo, ali bo v svojem življenjskem delu doživel uspeh ali neuspeh. Ta citat, in bomo še nadaljevali, ista misel v drugi knjigi mi je postala zelo pomembna. Tudi tematika, ki jo bomo ta vikend obdelovali, ker prišel bo čas in jaz mislim, da to vidimo vsi, da je to vedno močneje, ko bomo lahko zbežali mnogemu zlu tega sveta, ker bomo imeli pravo spoznanje, kako graditi, kako gardnati in kako različne stvari delati. Zato želimo, da bi to zemljo zasedli in kultivirali, zato tudi želimo, da postavimo hiše, zato naj se učenci naučijo, kako se gardna, seje in kako resnično, kako res. Še en citat. Ko se bodo naučili to delati, bodo videli pred sabo delo, pri katerem tudi radi sami delajo. Ponudile se bodo priložnosti, ko bodo oni lahko bili v blagoslov v svoji okolici. Ali ni tako, da naj bi lačnemu dali kruh in revnemu povabili v hišo, da nagega vidimo in ga oblečemo in da se ne sramujemo lastnega mesa? Kje najdemo to besedilo, ki smo ga prebrali? V Izaiji 58, kaj ne? Mislim, da vsak, ki je šel čez to šolo, ampak ne samo ti, je to poglavje verjetno poznano. Gre za izpolnitev Izaije 58. Če beremo Izaije 58, je to v bistvu poglavje zdravstvenega misionarja. Če to preučimo, vidimo, da je tam sobota šele vrhunec oznanjenja. Mi pa doskrat pričnemo na koncu Izaije 58 in ne vidimo tega poteka do tega, da je sobota šele vrhunec. Predtem pa so potrebni koraki do tega vrhunca. Kako bo naša pravičnost šla pred nami, ne? To se ne bo pokazalo samo v besedah, ampak tudi v dejanjih. In to je tudi del, kar lahko rečemo zdravstveno-misijonsko delo. Vemo, da smo vsi poklicani za to. Ne samo nekateri, ampak vsi smo poklicani za to. V knjigi Zdravljenje dosegu roke, Ellen White, piše en lep stavek in ga bom po svoje povedal, kjer pravi, da se želimo naučiti biti nesebični. Če želimo biti nesebični, potem moramo enostavno početi stvari, ki so nesebične. Se pravi, se moramo spraviti v ta proces, da preprosto začnemo to delati. In v procesu bomo spoznali, kako nas Bog spreminja. Če se želimo pripraviti na pravi pozni dež, če se res želimo pripraviti na izlitje Svetega Duha, da bi res lahko prišel 10-kratni moči, potem je tudi seveda potrebno, da dobimo izkušenj, kot jo Biblija opisuje, tako rekoč zgodnji dež. Izkušnja, ki jo morda lahko nehitro pozamemo. Teološko ne pomeni nič drugega, kot pa da vsak dan doživimo, kako mi Bog daje zmago nad grehom. Kako mi Bog lahko pomaga, da iz sebičnega človeka postanem vedno bolj nesebičen in se tako oblikujem. To sporočilo
je danes zelo močno pod napadom. Kasneje bom še o tem govoril. Izkušnja. Mislim, da tu že na mnogim manjka ta izkušnja, da sedaj s Kristusom lahko uspešno živimo, da sedaj zvesto živimo Kristusu, da sedaj počnemo stvari, kar je prav, kar si je On v bistvu namenil za nas. Kako lahko drugim pomagamo? Kako lahko drugim ljudem pomagamo? Ali pa, da smo jim zgled? Kako bomo lahko podali glasni klic, kar je potrebno za pozni dež? Da bomo podali evangelij celemu svetu? Kako bomo lahko zgled in pomoč, če pa sami nismo tega izkusili? Kako mi Kristus pomaga? Izkušnja, da lahko imamo izkušnjo, kjer nam je Bog tako pomagal in tako sem se bojeval s potrpežljivostjo ali pa z jezo, ali pa sem se bojeval z masturbacijo ali pa karkoli vam na misel pride. Bog nam želi to izkušnjo podariti. Bratje in sestre, tako veliko stvari je, ki bi ga lahko počeli za Jezusa. In mi adventisti bi resnično lahko bili neprestano aktivni. Spominjam se zgodbe iz Artala, ker je bil ta gospod. Tudi srečal sem ga tam. Prej ga nisem poznal. Ampak v prispevku televizije sem ga srečal in povedal, kako se je voda dvigala in je vedel, hitreje se dvigala in kako opazil je, da voda se vedno bolj dviga v hiši in da tudi njegovo življenje že kriza ratala in se je zbal. In tako je pričel moliti, je rekel. To vemo, da ljudje v hudih situacijah pričnejo moliti. Ali pa se mi zavedamo, da za zaključek dela mi potrebujemo veliko večjo potrebo. Ne samo za pozni dež, da molimo za njega, ampak da resnično postanemo aktivni. Ko so bili učenci takrat v zgornji izbi, in mnogo stvari jim je manjkalo, so bili pomanjkljivi. Mi vedno pravimo, da ponavljamo zgodovino Izraelcev. No, ko so bili učenci tam gor, so si priznali grehe, ampak jim je tudi naenkrat postalo jasno. Stvari, ki so jih zanemarile, ko jih je Bog jim je dal nalogo za delati. Globoko obžalovanje je prišlo v učence, v srca očeh in videli so svojo potrebo. Ko so Kristusa bolj razumeli in ko so videli, da potrebujejo več moči za nalogo, ki jim je Bog dal. Mi pa danes, kot Božji ljud, smo danes vključeni v stvari, ki nas usmerjajo stran od pravega fokusa. Ali imamo to potrebo po Svetem Duhu? Upam, bratje, da smo prišli ta vikend ne zato, da bi poslušali človeka, ampak da bi slišali, kako nam Jezus pregovarja. Jaz vam iskreno pravim, veselil sem se sem prijet. Resnično sem mislil v molitvi, ker jaz tudi vem, da tudi jaz potrebujem več Svetega Duha, da potrebujem čas z Jezusom, da bi imel bolj globljo izkušnjo z Jezusom. Pozni dež pa nam je obljubljen, da bomo podali glasni klic. In ta pozni dež, kaj to vse pomeni? Na vzhodu zgodnji dež pade ob setvi. To je potrebno, da lahko seme vzklije. Pod vplivom gnojilnih nalivov požene nežen poganjek. Pozni dež, ki pade ob koncu sezone, ko žito dozori in ga pripravi za srp, torej za žetev. To je delo Svetega Duha. To je duhovna rast. Da bi sploh lahko podali glasni klic v času v krizi, ki še prihaja. Bog čaka na to. Jaz sem močno prepričan, bratje in sestre, in ni me sram, da to jasno povem.
da jaz resnično mislim, da Bog čaka nas. Ne verjamem teologiji, ki pravi, da bo Bog se samo pojavil. Jaz resnično verjamem, da Bog želi nas, svoje ljudstvo, blagosloviti, ampak pričakuje večje spokorjenje. Zato je Jezus rekel, spoznali jih boste na sadovih. Bog nam je tako veliko razodel in smo tako blagoslovljeni kot adventisti. Ko sem postal adventist in sem začel brati tudi duh proroštva, poleg Biblija, in sem videl, kaj vse nam je Ellen White napisala. Vse take detajle in malenkosti, kako naj misioniramo, kako naj gradimo stvari, kako naj postavimo sisteme. Sem bil, wow, se mi je zdelo, neverjetno. Bog nam je dal načrt, ampak kako natančno mi sledimo temu načrtu, ki nam ga je Bog dal. Za pozni dež moramo moliti, to je res. To piše pri Ellen White. Ampak potrebno pa je tudi, in to mislim, da je pomembna točka, naj vam Bog spregovori vsakemu posamezniku, da potrebujemo tudi bolj globoko priznavanje grehov, da nam zavedno stvari postanejo za stvari, ki jih morda zanemarjamo, osebno ali pa kot skupnost, pa da jih storimo. Ker pravo spokorjenje, nam je rečeno, vedno pripelje do reformacije. Se pravi, to tudi obratno pomeni, torej, če še ni reformiranja v naši cerkvi, to pomeni, da še ni prišlo do globokega spokorjenja v naši skupnosti. To je preprosto fakt. Vem, da ta točka, doskrat ne opazimo te točke, oziroma ali pa delno tudi jo zanikamo. Ali pa zanikamo, da temu ni tako. Mislim, da ni nič narobe, če imamo tako misel. Če si pogledamo Joel 2, kjer Bog skliče sveto zborovanje. To je zelo pomembna tema. Tema, kjer so sveti zbori, kjer je Bog poklical ves Izrael, da mi je postalo jasno, kako sploh stojijo pred Bogom. Ne samo na veliki dan sprave, ampak da so prišli skupaj, da so se zavedali, da so se pravilno videli, kako v bistvu so oni pred Bogom, da je prišlo do spokorjenja. Menim, da je to nekaj, kar naši skupnosti manjka in da če pričakujemo pozni dež, da bi bilo to dobro, Joel 2 bolj globoko preučiti. In misli svetega zbora, da bi imeli take misli. Zato je to klic, poziv, da preučite te. Ljudje na odgovornih pozicijah, ne da oni morajo vse storiti, ampak tukaj je tudi ta odgovornost na vas, da to preučite, sveto zgodovino, da jo resnično prezgodovite, da vam postane jasno, kje dejansko smo danes kot adventistična skupnost. Vidimo, kako rastejo krsti skozi leta, seveda se veselimo, ampak ne vidimo pa, da bi se karkoli se spremenilo v skupnosti. Da mi kot skupnost resnično doživimo, da se izliva pozni dež. Jaz ne vem, kako je z vami, ampak ne, da se ne trudimo. So tudi dobre in pozitivne stvari, ki se angažirajo. Ampak doskrat na široko potem vidimo, da mi kot skupnost ne samo v eni točki, ampak na mnogih točkah nam veliko manjka. Dobro bi bilo, če bi preučevali zgodovino in tako vam na tej točki svetujem knjigo. Morda je že imate ali pa ste že slišali to od mene. Morda imate tudi tukaj. Knjiga The Return of the Latter Rain od Ron Duffield. Je že kdo bral to knjigo? Ena roka, super. Upam, bratje in sestre. Druga roka. Bratje in sestre, da vam bo ta knjiga, imam 3 sabo, ki jih lahko podarim naprej, da boste to knjigo kupili. Nemško dobite v New Start centru v Nemčiji. Ta knjiga je tako dragocena za branje. Veliko je pisano o adventni zgodovini in tudi mnogo avtorjev je,
ki pišejo, ki so že pisali adventistično zgodovino, ampak niso podali slike, kar se je dejansko zgodilo v zgodovini in iz česar bi se lahko nekaj naučili, da bi videli vrednost v temu, da se vrnemo nazaj in to preučujemo. Zato vam tudi svetujem, da si resnično ubodete to knjigo in preberete. To temo danes želim pristopiti zelo praktično in zgodovinsko. V preroških šolah se je imenoval en predmet sveta zgodovina. In ta predmet je tako pomemben, ker se iz zgodovine lahko tako veliko naučimo. In jaz resnično ljubim adventno zgodovino, ker je ta skupnost v njenih mladih letih bila tako popolnoma predana. In danes vidim te mlade ljudi, Joseph Bates, kako predani so bili za delo. Ko sem po Božji milosti po 12 letih prišel nazaj v vero, zame ni bilo vprašanje. Samo še ta en vidik sem imel, samo še na Jezusa sem gledal. In take ljudi potrebujemo v zaključenem delu. Vse ostalo je postalo nepomembno. Mislim, da smo dostkrat tako zaposleni s stvarmi, ki nas zaposlujejo. Morda smo aktivni ali pa bolj aktivistični, namesto da bi bili polni Svetega Duha in delali to, kar je treba. Ampak sveta zgodovina je zelo močna in iz tega se hočemo danes nekaj naučiti. Zato bi odprli še eno vrstico. Jakob 1, kjer je vrstica, ki kaže vsaj dva aspekta, ki potrebuje veliko več pozornosti na izlivanje Svetega Duha. Jakob, in tako bomo videli kmalu v zgodovini, da si ne izmišljujem stvari, ampak da vidimo, da je to resnično res. Jakob 1:27. Tam piše: bogoslužje čisto in neuskrunjeno pred Bogom. V angleškem piše pure religion. Se pravi, čisto bogoslužje in neuskrunjeno pred Bogom in očetom je to, a skrbeti za sirote in vdove v njih stiski in b se ohraniti neomadeževanega od sveta. To sta dva aspekta, ki sta zame postala zelo pomembna. In v konzervativnem adventizmu se srečam z ljudmi, ki se ukvarjajo bolj z temami, kot so 1888, pravičnost po veri. Smo dostikrat bolj fokusirani na to, da smo neomadeževani. In to je dobro. To je en aspekt, ki je tukaj imenovan. Ampak ni samo to. Ne gre samo za to. Drugi aspekt je, kot vidite, je praktično udejanjenje tega. Mislim, kar je sicer obsega več kot samo obiskovanje vdov, ampak do ljudi, ki so na robu skupnosti. Dostikrat to pokaže veliko več o nam, kot pa, če se samo umaknemo in da želimo biti neomadeževani od sveta. Kar vidimo v teh dveh verzih je to sporočilo pravičnost po veri. Tu vidim 1888 sporočilo, vidim pa tudi zelo praktičen del. Mislim, da ta slika vsem nam poznana, da mnogim od nas. Battle Creek Sanatorij. Se morda spomni, kdaj je ta slika bila slikana? Smo v zgodovinskem. Ja, skoraj ste zadeli. 1902. Februarja 1902. Battle Creek Sanatorij je zgorel. Zgodovino ne želimo celoti povedati, zakaj je za to prišlo, veste. Ampak če skupaj povzamem lahko, tako kot Ellen White piše, da dobro delo, ki so ga začeli iz Izaija 58, je bilo zanemarjeno. To je peljalo k temu, če povzamem, ja, panteizem in vse te reči, ja, bomo se dotaknili, ampak na koncu, gledano, je bil sprožilec
to, da se je dobro delo, ki se je začelo iz Izaija 58, je bilo zanemarjeno. To delo je postalo preveliko. Ni veliko ramen nosilo bremen, vedno so isti ljudje, ki stojijo na book table, vedno so isti ljudje, ki pospravljajo. Ste že opazili to? O tem bomo še govorili. To delo je postalo preveliko. In potem požaru, ko je vse bilo uničeno, so postavili še večje. In mnogo ljudi je prišlo tja. In Ellen White je rekla, to ni dokaz, da je to Božji dal Božji štempelj, svoj blagoslov. Ta sanatorij je vodil John Harvey Kellogg, ki je mnogim tudi poznan in zelo poznan ime, zdravnik. Zanimivo je, da mnogo ljudi ne ve, da je Ellen White napisala nekaj o njemu leta 1903. Zgodovinsko podkovani, poznate, veste, da je to že po pantizm zgodbi. O njemu je takrat pisala, ko je gledala na njegovo življenje, da se je on leta 1888 spreobrnil. No, ta izraz sem že danes večkrat rekel. Če pomislimo na 1888, Indianapolis, John C. Wagner, pravičnost po veri, in sedaj ta človek leta 1888 bil že 12 let vodja sanatorija. In Ellen White je rekla, napisala, da se je spreobrnil šele leta 1888. Čeprav je bil že krščen vernik. Njegov študij je financirala tudi Ellen White. Ni bil pijanec, da bi mogel recimo tudi nehati jesti svinjo ali pa z desetine dajati, ampak Ellen White je rekla tako jasno, da se je Kellogg spreobrnil in da so to vsi videli takrat. Po čemu so to videli? Kaj je bila ta razlika? Da so vsi lahko tako jasno videli, da se je Kellogg spreobrnil. Ne gre za alkohol ali svinjino ali desetino, ampak preprosto so videli, ker je Kellogg dobil globok interes pomagati ljudem. Prepoznali so, da je ta človek resnično dobil veliko ljubezen do ljudi. Prej bil aktiven, pomagajo ljudem, sodelujejo z ljudmi, operiral jih je. Ampak če razmišljam, kako sem jaz pred 10 leti deloval z ljudmi, to ne pomeni, da sem imel globoko ljubezen do teh ljudi, ali pa da sem resnično imel potrebo, da sem videl v njih, da bi jih ljubil in da bi jih želel pelati k Kristusu, da bi morda po noči se boril za njih v molitvi. Ampak to se je zgodilo s Kelloggom. Seveda je imel še naprej šibkosti, svoje močne in švoh lastnosti. Ampak to sporočilo, ki se je takrat pridigalo, pravičnost po veri, je zelo pomembno za vsakega izmed nas, da se vsak sam ukvarja s to temo. Ne, kaj so teologi o tem pisali, ampak obstaja veliko mnenj, ampak sami iščite to temo. Raziskujte to temo. Pred 10 leti smo to tematiko tukaj na kratko imeli tudi tukaj v šoli. Par dni, če se prav spomnim. Popoldne smo delali zunaj. Vedno smo se sred dneva tam dobili, molili in smo šli ven delati. Tisti dan sem imel močen vtis, ko sem bil v sobi, da naj še enkrat preberem spise od tega predavanja pravičnost po veri. In tako sem se odločil, danes ne grem delati ven. To moram preučiti. Hvala Bogu, noben ni potrkal na moje vrata in me vprašal, kje sem. Nekako sem se skril v svojo sobo, tako rekoč. In tako sem en cel dan to temo preučeval. Sreda večer, naslednji dan, ob 6 zvečer. In ponavadi nisem karizmatičen ali karkoli takega.
ampak v sobi tam zgoraj sem skakal. Kar naenkrat sem tako globoko razumel, kaj ta izraz, ponovadi, ko rečemo, ker vržemo v sobo, pravično spovedal, kaj to pomeni. In kar naenkrat sem dobil izkušnjo, ki mi je bila tako globoka, da vem, da tisti, ki se morda še spomnite tega, da 3 dni sem tukaj okoli skakal in vsakega spravil ob živce in vsakemu poskušal razložiti, kaj sem doživel. In ljudje so mi rekli, in kaj si doživel, Timo? In potem sem jim povedal, kaj sem preučeval, ampak nisem znal stvari tako spraviti v besede kot danes. Kaj se je zgodilo z mano? Vedel sem, da se je v meni, so se odprla neka vrata, da sem nekako še bolj jasno videl Kristusa. Kaj v bistvu, kaj bo on storil? Zakaj je on to takrat poslal Jonesu in Wagnerju? To sporočilo me je nosilo. Leta 2015 sem imel še enkrat tak čas, ko sem spoznaval ženo, da sva skupaj preučevala to temo. Še malo širše, še na druga poglavja sva odprla, ker sem videl kar naenkrat, kakšna dragocen zaklad je to evangelijsko sporočilo. In to me je tako nosilo, da sem pričel to sporočilo tudi sam vedno bolj sporočati. To sporočilo mi je dalo upanje in me je nosilo. Kar naenkrat gledaš na odpuščajočega odrešenika in tudi moč, ki jo Kristus želi, lahko nekomu da. Veste, koliko ljudi je v naši cerkvi obupalo, ker so nekako videli, da tega krščanskega življenja nekako ne morejo živeti uspešno, da se nekako bojujejo, pa jim ne rata in se sprašujejo, vidijo govornike in se mislijo, on je perfekten. In ja, niso perfektni. Če boste en teden z mano, boste videli, da nisem perfekten. Imam svoje napake. Lahko vprašate mojo mamo, ženo. Ja. Ona to dobro ve. Doskrat si mislimo, tisti tam gor. Lahko rečem na Božjo slavo, da sem doživel izkušnje, ki so zelo močne izkušnje. In potrebujemo tudi to, ampak, bratje in sestre, vsak izmed nas ne potrebuje samo osebno izkušnjo s tem. To tematiko resnično zase preučiti. Opazil sem, da ko sem videl to upanje in to moč, ki jo Bog želi podariti, da sem pričel verovati, če Biblija piše, Bog te lahko obvaruje pred padcem. Če me Bog sedaj lahko varuje pred padcem, če me sedaj lahko pomaga, da postanem nesebično razmišljati in ljubiti, to ne pomeni nič drugače, kot da postaneš, da nehaš grešiti. Včasih ljudje mislijo, ko porabimo ta izraz, da gre to za draženje, ampak to ni nič drugega kot to, da smo nesebični in s tem nimamo več problema, ker to zveni dobro. Nič drugega ni. Nesebičnost, da se odločimo tako, kot bi se Kristus odločil v situaciji. To pomeni, da ta izkušnja, da izkusimo to izkušnjo in da verjamemo, da če v besedi berem, ker piše, da Bog lahko obdrži človeka, da ne bi padel. Če je lahko to zdaj stori, zakaj ne bi to čez 5 minut naredil? Če bi ravno kar pomagal, zakaj mi ne more potem jutri pomagati, bratje in sestre? Če mi pred temi 7 leti dal zmago nad grehom iz odvisnosti ali kaj podobne, kot sem jaz osebno izkusil iz masturbacijo, zakaj mi ne bi tudi v prihodnosti pomagal premagati? Ne sramujem se v takih rečeh govoriti, rad to storim, tudi javno, ker vem, da so take reči in da jih je potrebno nagovoriti. Ljudje se bojujejo s takimi rečmi, tudi z drugimi, ampak ljudje rabimo primer ljudi, ki jim je Kristus dal praktično tudi zmago. To moč je potrebno videti, ne samo v besedah, v oznanjanju. To moč mora biti vidna pri ljudeh. Ta moč. Škoda, da je to tako napadeno danes, da smo doskrat kot skupnost verujemo, morda tudi za prihodnost, da se bo to zgodilo še nekje glih pred njegovim prihodom. Bratje in sestre, če me Jezus lahko sedaj obvaruje pred padcem,
Lahko tudi sedaj to in jutri in vedno znova. Jezus je rekel, naj se zgodi po tvoji veri. Mnogo predsotkov je, kar se tiče te teme, ampak verujem in zato sedaj tudi verujem, da moramo to počistiti, razčistiti in da morate sami to preučiti. Zato sedaj tudi ta knjiga od Ran Duffielda, ker vam bo dalo razjasniti, kaj se dejansko takrat zgodilo iz zgodovinskega vidika. Kaj je Bog namenil in kam nas želi ponovno peljati, da bi nas peljal v prihodnost. Tako veliko predsotkov je v sobi, tudi sam vem, ker sem skozi leta bil mnogokrat napaden glede teh tematik, ker sem o njih govoril. Bratom in sestram sem vedno rekel, morda, da so ljudje v preteklosti, da je nekdo delal pritisk, pa da je nekdo obupal, ampak tega jaz ne vidim. Jaz sem samo videl, kako me je to sporočilo osvobodilo. Kot nikoli poprej. Enostavno, ko sem veroval besedi, ko Jezus pravi, če želiš ozdraveti, vstani. A ne vidite, manjka nam te vere, manjka nam tudi darov v skupnosti, da bi ljudje resnično bili izpolnjeni z Svetim Duhom. Potem tudi ta skupnost potem ne bi bila tako švoh z darovi, kot je to pisano v Bibliji, ampak preprosto je tako. Mnogo predsotkov je v sobi, pri nas. Doživel sem pa tudi ljudje, ko sem prišel nekam v eno mesto v Nemčiji, večjo skupnost jim je bilo rečeno, petek zvečer sem imel predavanja in so bi rekli, pri tej sestri moraš biti pazljiv, kako se izražaš. Zelo kontra temu je, kar boš danes pridigal. Po 3 ali 4 dneh je ta gospa stala pred skupnostjo in rekla, vedno sem se bojeval proti tem sporočilu. Tako, kot si ga ti danes predstavil, to pa lahko sprejmem in to bom tudi v prihodnosti govoril. In ne samo za starejše, ali pa doživel sem tudi v eni manjši skupnosti, kjer sem imel svojo serijo Pravičnost po veri. In potem me je poklicala neka sestra in mi povedala, Timo, veš, ta mali deček, ki je vedno bil tako nemeren, vedno je nemeren v skupnosti, vedno zmoti otroke, ampak odkar je poslušal ta predavanja, takrat je bil 8 let star, in ko je poslušal ta predavanja, pridige, se je ta otrok tako močno spremenil, tako miren je postal, tako rad pomaga. Vsako soboto pride spredaj in ima vedno duhovno misel pred skupnostjo. Če to sporočilo globoko preučimo, ampak polagam vam na srce, da je to bil povod za Kelloga, da se je potem nekaj zgodilo njemu, kar bomo pol tudi videli, kar je na koncu vodilo, ali pa skoraj vodilo, da je delo bilo zaključeno. Poglejmo si to bolj natančno. Če se vrnemo nazaj v to zgodbo, Kellogg, ki je imel kar naenkrat dobil ta misijonski duh in to breme za ljudi, da bi skrbel za ljudi. Še ena misel, preden grem na Kellogga. Če ne bomo sprejeli tega duha od Jezusa, to resnično, to požrtvovalni duh za Kristusa, in da bi bili za vse te ljudi na razpolago. To ne gre za grožno, to je pač dejstvo. Nas na končnem, zaključnem delu ne bo zraven. To ni nekaj, kar mi lahko sami sproduciramo, ampak to je nekaj, za kar moram prositi Jezusa in moram sodelovati z njim. Če imam to ljubezen in breme za ljudi, če nimam tega, me Kristus ne more uporabiti v končnem delu in pozni dež ne more pasti name. Ampak to je to, kar mi želimo doživeti. Prejšnjo leto sem bil na camp meetingu in tam sem na soboto dobil tako malo vrečko, neka darilca. En mladi poba mi je to prinesel. In prinesel mi je to kot zahvala od staršev. Do danes, še do danes ne vem, od koga je to bilo. Ampak starši
so mi napisali eno pisemce in sin je to prinesel. Na kartici pa je pisalo tako, da so se zahvalili Bogu in za mene, za pridige, ki jih dam na internet. In potem je pisal en stavek, kjer je pisalo: Timo, tako resnično si nam postal šele takrat, ko smo te videli, da si začel delati v Artalu in si pomagal. To rečem Bogu na slavo, sedaj govorim to. Morda tudi na moj sram, ker tega prej nisem počel. Ker so preprosto videli, da ljudje ne govorijo samo, ampak da to dejansko primejo in delajo, da to resnično delajo. V prihodnosti, bratje in sestre, bomo imeli še veliko takih priložnosti. Tako se je Kellogg spreobrnil, dobil to ljubezen in na misel mu je prišlo, na srce je imel, da bi se rad poskrbel bolj za otroke brez staršev. In prišel do Ellen White, Ellen White mu je potrdila in rekla: začni to. Tako da je začel takrat to delati, kar se je nekoč imenovalo dobrodelno delo. Danes bi rekli, da je to nadizraz, nadkategorija, zdravstveno misijonsko delo. Ko smo pa mi zaključevali naše leto tukaj, smo se nekoč pelali s Fritzom, z njegovim avtobusom, kombijem, ko smo se pelali na Valdežanske gore. Še obstaja ta kombi? Je? Neverjetno. Do Jezusovega prihoda, evo, upamo. Peljali smo se na polno natovorjeni s Fritzom v Valdežanske gore. On je bil naš misijonski voditelj. En teden smo tam, evropsko misijonski vikend, nekaj tazga, teden smo imeli. In veliko ministrijev je prišlo tam skupaj. In ko sem pogledal programski list, kaj vse bo, kjer je workshopi, je bilo na eni točki, kjer je bilo predstavljeno krščanska služba, pomočna služba. To sem mislil, to je brez veze. Sem listal naprej in sem gledal naprej, kaj je bolj zanimivo za me. Kakšna prerokba ali pa kaj tazga verjetno. To vam iskreno povem. Ampak na moje sramoto z Božjo milostjo sem tudi hvaležen, ki mi je odprl oči. Zame je to bilo nekaj takega kot, to itak delamo tako kot kristjani, da smo prijazni pa vse. Ampak nismo razumeli, kako je Bog namenil to delo, kako je Kellogg tudi začel to delo. Biblija ne pravi zastojn, da je boljše dajati kot prejemati. Kellogg pa je to znotraj skupnosti vedno bolje predstavil in od spredje postavil. Skupnost pa ni imela denarja, da bi nekako odpirala večje centre ali pa zgradila take reči. Tako je takrat to bila neadventistka, ker je zdravstveno misijonsko pomagal in ona je bila tako vesela, da mu je donirala $30,000. Takrat je bilo, tudi danes je to ogromno denarja. Naloga pa je bila, da bi v Chicagotu pričeli delo, ne samo z otroki brez staršev, ampak da bi tudi odprli tudi take centre New Startne. Sedaj bi rad z vami nekaj prebral, kako so oni takrat delali. Veliko verjamem, da se lahko naučimo iz tega. Če ste sposobni brati angleško, imate prednost. Še nekaj. Ko sem prišel prvič sem, je bila moja angleščina zelo slaba. Vem, da sem takrat molil, da mi Bog pomaga, brez izgovorov. Bog vas lahko nauči angleško. Ker potem imate čudovito prednost, ker enostavno imate veliko več možnosti do virov. Če lahko berete če lahko internet, če greste v arhiv generalne konference, boste imeli dolgo listo z časopisi, ki so takrat izhajali o zdravstvenem misijonskem delu.
in krščanska pomoč. In neverjetno je, kaj vse so oni takrat stiskali. Samo tja bi mogli iti, prevesti in različne jezike in spet podajati naprej. To so tako dragocene reči, da bi jih mogli ponovno odkriti. Morda je kdo tukaj, ki bi se lotil tega dela. Kakorkoli. V teh časopisih so poročali, kako so organizirali to delo pod Kellogom. Osnovali so skupine in so sistematično pristopali k ljudem in jih iskali. In tu bomo vstopili in preberimo, kako so to nekoč poročali. Tukaj piše, april 1893, Medical Missionary Magazine, manjša skupina medicinskih pomočnikov pod upravo dr. Kelloga se je sestala ob 8. uri 15. novembra 1892, da bi razpravljali o vprašanju krščanskih pomočniških skupin. Dr. Kellogg je spregovoril o dobrem, ki bi ga lahko taka skupina pomočnikov storila. Kellogg je po mestu iskal tiste, ki sami zase ne morejo poskrbeti. Čim hitreje jim je zagotovil hrano, oblačila in druge stvari, ki so jih potrebovali, ter jim na vse načine pomagal, da bi bolj cenili življenje in jih pripeljal do znanja, kako lahko sami poskrbijo zase. Ko to beremo, si verjetno mislimo, da je to nekaj fundamentalnega, nekaj preprosto misijonsko delo. Ampak to je velika reč. Bomo videli. Ta spreobrnitev oziroma preobrat, ki ga je Kellogg pripeljal v adventizem, tako sistematično iskati in sistematično po programu delati. Naj poudarim, tukaj ni šlo samo za program, ampak za resnično globoko spreobrnenje, katerega je Kellogg prej imel, in to je sprožilo 1888 pravičnost po veri. Tega, kar mi kot skupnost nismo prejeli, in če bi mi to sprejeli, ne bi bili več tukaj, in to je moje osebno prepričanje. V prvo skupino je bilo izbranih 9 oseb. Vodja je imenoval evangelista, misijonsko medicinsko sestro, 3 mladeniče za težje dela in 3 mladenke za pomočnice materam. Ta prva skupina je delala nekaj tednov, delo je namenila 1 do 6 ur ali več na teden in hkrati pozivala druge, naj jim pomagajo, ko so našli več dela, kot bi lahko sami naredili. Drugi so si prizadevali pomagati in kmalu so v odboru sprejeli dovolj oseb, da so lahko začeli z delom tudi nove skupine. Preprosta stvar, kaj ne? Ne sliši se nekaj zakompliciranega, nekaj za storiti. Še en primer. V času, če povzamem, od novembra do aprila so pomagali 293 ljudem. In tako so poročali, kaj vse je za narediti, kako so lahko pomagali. Tukaj 2 starejši gospe, ki sta potrebovali razcepljena drva, javljeno je bilo bremeno nošem. Kasnejši zapis opisuje, da je les bil razcepljen v veliko hvaležnost za samotnih ženičk. Veste, ko smo takrat hodili čez Atal in ko so ljudje bili tako obupani pred svojimi hišami in potem kar naenkrat pride ena taka skupina ljudi k tem in jim pomaga, so delali, pospravljali. Veste, kako so na koncu dneva smehljali, kako so bili hvaležni ljudem. Našli so vdovo, ki je bila odvisna od oddajanja svoje sobe za preživetje in tako naprej. 2 primera iz ulice Blank, ki sta potrebovala oblačila. Normalni ljudje s čisto preprostimi problemi, tako rekoč. V zadnjem času se vse več oseb ponuja za krščansko služenje in se šele začenja organizirati v skupine in določajo njihovo ozemlje. Zdaj je v sanatoriju poleg skupin raznašalcev še 16 skupin. Torej 16x9, 144, to je dobra številka, ki so 1 do 6 ur na teden hodili ven. Da si pa predstavljate, 20 milijonov adventistov, plus otroci, ki še niso krščeni in tako naprej, da bi 1 do 6 ur na teden sistematično hodili ven in pomagali ljudem. Predstavljajte si to. Če bi imeli tak program in ga izpostavili, od zgoraj in vzdolj. Ne samo od zgoraj, se upravičujem, ampak to bi pomagalo. Bratje in sestre, kaj je to sprožilo je, da je v tem času, ko se je to zgodilo, Ellen White je napisala nekaj zelo zanimivega.
napisala je sledeče, kar se je tiče tega dogodka. Čas preizkušnje je tik pred nami, kajti glasen krik tretjega angela iz Razodetja 18 se je že začel v razodetju Kristusove pravičnosti, odrešenika, ki odpušča grehe. To je začetek luči angela, katerega slava bo napolnila vso zemljo. Vam je kaj prišlo na misel? Še enkrat podarjam. Čas preizkušnje je tik pred nami, kajti glasen krik tretjega angela se je že začela razodetju Kristusove pravičnosti. Se je že začela. Ko je pozni dež takrat že začel, očitno ne popolnoma, ampak že začel curljati. Moram se korigirati. Če je glasni klic že delno takrat bil podan, to pomeni, sem že podal odgovor prej, da je pozni dež že začel curljati, se izlivati. To je logičen sklep. Glasni klic je povezan z izlivanjem poznega dežja. Če še pozamemo, zakaj je to prišlo? Skozi kaj? Ker so pričeli sistematično, prvič, globoko spreobrnjenje s poročilom pravičnost po veri. Tako globoka ljubezen do ljudi in se tako žrtvovali in sistematično, ker je Bog reda, so sistematično šli do ljudi. In Ellen White je v teh časih pisala ta citat. In vrnili se bomo še k citatom. Rekla je jasno, da je to prišlo v razodetju Kristusove pravičnosti. Ne samo z besedami. Pridige, to vedno rad poudarjam, s pridigam ne bomo zaključili dela. Rad pridigam, pogovarjam se z ljudmi, ampak pridiganje ne bo zaključilo dela. Tu gre za razodetje, za prikaz Jezusovega značaja. To delo, ki ga je Kellogg pričel v Chicagu, je 1894 do 97 potekalo. Dobro je teklo. Preprosto se je začelo, ampak čez čas je postalo to vedno večje in je postalo problematično, ker je vedno manj ljudi prišlo na pomoč in vedno bolj so kritizirali to delo. Namesto, da bi ljudje pomagali in da bi se delo porazdelilo na več ramen, v skupnosti, ampak je bilo tako, da je vse slonelo na ramenih enega človeka, ki je potem poskušal to organizirati, ampak sam vedno bolj padal v probleme. Ellen White ga je takrat že upozarjala, da naj pazi, da to delo ne bo brez krmarja. Tega ne bomo celega prebrali, ampak nekaj aspektov bomo iz tega pobrali. Tisti, ki so prijeli toliko dela, niso oslavili Boga. Koliko se mora Božje ljudstvo še naučiti, preden bo spoznalo, da niso tisti, ki poznajo resnico, tisti, ki so vedno zadovoljni z delom pridigarjev. Jaz rad pridigam bratom in sestram, ampak moram iskreno povedati, da včasih si bi veliko bolj želel, da bi veliko bolj aktivni bili nazven. Dobro je, da imamo take družene in vse. In rečeno nam je, da te osvežitve potrebujemo in da preiskujemo srce, ko pridemo skupaj. Ampak koliko časa mi fokusiramo, tako preprosto, rečem, zapravljen čas, morda preveč negativno, ampak koliko časa investiramo bratom in sestram, pridigamo, ki že bi mogli to vedeti že leta in bi mogli že leta to delati. In ko sem prišel nazaj v cerkev, sem se včasih čudil, da so bratje in sestre, ki so že včasih 40, 50, 60 let v cerkvi, ki bi v bistvu meni mogli s svojo življenjsko modrostjo pridigati in kazati in me spodbujati. Nekako opazim, da moram doskrat v bistvu njih vleči in jim pomagati, da bi postali aktivni. To ne bi smeli biti tako, bratje in sestre. To je tudi razlog, zakaj tudi mnogo naših mladih zapuščajo cerkve. Berimo naprej. Cerkev bi morala prevzeti to delo, krščanske podporne skupine v vsaki konferenci. To delo je delo, ki so ga cerkve pustile nedokončano
in tako ne morejo uspeti, rasti, dokler se tega dela ne lotijo v mestih, na razpotjih in na ograjah. Nekaj resničnega je na tem. Ampak za to reč je potrebna vztrajnost in predanost. Potem je rekla, potem bodo Božji angeli sodelovali s človeškimi pomočniki in ustoljen bo verski sistem, v angleškem piše religious system, uveden, ki bo lajšal potrebe trpečih ljudi, ki so v fizični, duševni in moralni stiski. Religiozen sistem. Ne samo trud posameznikov, ki jim je to pomembno, ampak Bog je organiziral, sistematiziral in to bi sicer mogel biti obraz adventizma navzven. Včasih smo poznani, da morda pridigamo o papeštvu, kar tudi jaz delam in tudi je pomembno, ampak mi bi mogli biti poznani za to. A ne rekel Jezus, da naj bi bili poznani potem, ker bi imeli ljubezen med sabo. In potem bi tudi imeli veliko več ljubezni za ljudi navzven. In to bi moralo biti obraz navzven za nas. Ne Adra dela to. Oni to delajo. Oni delajo dobro delo. Oni potujejo po svetu. Mi smo tukaj osebno pozvani. To ne more iti mimo nas. To je moja molitev, ko sem prišel sem, da bi lahko tukaj bili izzvani. Da bi resnično tukaj osebno se bojevali z Bogom za to točko. Ellen White je pisala, delo, ki ga je dr. Kellogg vodil, je prav takšno delo, ki mu je v zaveznem odnosu z Bogom predana celotna naša cerkev. Smo mi v tej zavezi z Bogom? Nekateri se držijo stran od svojih bližnjih in se zapirajo sami vase. In evangelij Jezusa Kristusa je zaradi njihove prakse razveljavljen. Njihove besede segajo tako daleč, da izražajo toplino, a reveži niso oblečeni, ne nahranijo, ne ogreti, ne poučeni, niti se ne opravlja osebnega dela. Vprašanje, če je to morda opis mene osebno. Seveda se ne gre samo za to, da je pomembno, da damo hrano ljudem, da tako kot Salvation Army delujemo. Seveda želimo ljudem pomagati tudi, da sami lahko poskrbijo za sebe ponovno, ne? Ampak gre za veliko možnost. Seveda naše delo ni usmerjeno samo na revne in to je jasno, ampak to je velik vidik tega in veliko razodeva, kaj je v naših srcih. Ne vedo, kaj pomeni služenje, nesebično služenje Bogu. Mnogi mislijo, da bo nekoč to, jaz se spomnim na sebe, ko sem nekoč bil v Valdežanskih tam, sem si mislil, ja, nekoč bo. Mnogi mislijo, da bo nekoč to njihova dolžnost. Zdaj pa to še ne more biti. Na to so gledali oddaleč, kot na nekaj, na kar nismo pripravljeni, čeprav bi ga morali uvesti že na začetku njihove verske izkušnje. Torej, to bi moralo biti nekaj, kar bi že ljudem mogli takoj na začetku pri krstu dati in povedati. Ne šele kasneje, čistko slučajno. Potem se postavi vprašanje, kako dolgo bo Gospod čakal, da bodo cerkve začelo delo, ki jim je bilo dodeljeno. Si predstavljati, kako angeli vsak dan neprestano poskušajo nas nekako zdaj, ne? In Bog se bojuje svoje cerkvijo in bojuje z vsakim izmed nas, da bi postali aktivni. Če bi opravili svoje delo, se pravi cerkev, bi dr. Kellogg moral opraviti le svoj sorazmeren del. Toda tisti, ki bi morali sodelovati v tej vrsti dela, so zadovoljni z gledanjem, kritiziranjem in špekuliranjem. To je dostikrat tak med nami. Vedno znova so isti ljudje in potem drugi stojijo in pokvarjajo to delo. Kellogg je v tem času zelo veliko pritiska je dobil iz strani cerkve. Sigurno ni naredil vse, kar je prav. Seveda nisem fan panteizma, ampak Ellen White je pisala, temu bom še pisal, ki je pisala, da so v bistvu vodili vojno proti Kelloggu.
In s tem je njegovo delo postalo dvojno težko. Predstavlja si, da je to tudi vodilo k temu, poti, katerih je potem nažalost izbral. Zelo je bil kritiziran za to delo, ker je bilo to delo, ki ga drugi niso hoteli delati. Delo, v katerem si umažemo roke. Delo, kjer žrtvujemo svoj čas za ljudi. Rečem vam preprosto. Lažje je tukaj spredaj stati in pridigati, kot pa iti ven, pa se ukvarjati in delati z ljudmi. Dostkrat gledamo na imena, na pridigarje in na vse te ljudi. Ellen White pravi, Bog ni zapustil svojega ljudstva, ampak njegovo ljudstvo je zapustilo njega. Ljudje iz Battle Creeka bi morali delati za tistega, ki so potrebovali njegovo pomoč. Dr. Kellogg se je lotil delo, ki ga niso opravili. Duh kritike njegovega dela je bilo zelo nepravičen in je otežil njegovo delo. Pomankanje sočutja, ki so mu ga izkazovali njegovi bratje, je pripravilo pot za delo, ki ga je opravljal s kritiziranjem. Gospod nima opravičila za takšno delo. Ljudje so se resnično bojevali z njim, v vojno šli, ampak Kellogg je storil točno to, za kar je bil poklican. Če bi cerkev v različnih krajih opravila delo, ki jim ga je dal Bog, in sledila zgledu, ki jim ga je zapustil Kristus, bi zdaj imeli centre po vsej Ameriki. Marsikje bi se načrti uresničili. V Chicagu ne bi prišlo do velikega šova. To je to, kar je Bog želel. Danes se koncentrira močno na velike centre, ki s sabo pripeljajo tudi svoje probleme. Ampak delo bi se moglo razširiti. Obstaja mesto v Nemčiji, kjer obstaja ena skupnost ali pa celo druga skupnost, kjer sedi 300 ljudi. In si mislim, zakaj se ne razdelite na 30 skupinic in se razdelite po tem mestu? In skupnost je skoraj mrtva misionarsko, razen individuumov, točno tako, kot nam je Ellen White rekla, ker se vedno znova ponavljajo problemi iz zgodovine. In vse tako, to je vodilo k Kelloggovemu padcu, njegovemu porazu, nažalost. Pisala pa je, delo bi se marsikje pomnožilo s polnim sodelovanjem inštitucij, ustanovljenih v Battle Creeku. Preteklost bi nam morala biti razlog za veliko obžalovanje. Zato pa tudi jaz verujem, da bi mogli tukaj čutiti v tej sobi klic k spokorjenju. Ja, preteklost. Ampak takrat, ko je Daniel, recimo v 9 molil, bi tudi lahko rekel, no, ni imel s tem nič zveze, ampak se je sam identificiral z Božjim ljudstvom, z Božjim delom, ker mu je Božja stvar bila tako pomembna, ker je opazil, kako so padli iz poti. Zato je tudi pri nas potrebno, da prenovno preučimo te stvari, jih odkrijemo in jih spravimo na pravo pot. Zakaj je vse to tako pomembno? Zdaj pa ta citat. Čas preizkušnje je blizu, kajti glasen krik tretjega angela se je že začel v razodetju pravičnosti Kristusa, odkupitelja, ki odpušča grehe. To je to besedilo je bilo napisano 22. novembra 1882. 2,5 meseca kasneje je Kellogg na generalni konferenci govoril, leta 1993. Tudi Jones je takrat govoril, je imel celo serijo 26 pridig in prerok je rekel v tem času, da je pozni dež že začel padati. In sedaj generalna konferenca, ki bo sicer tudi drug teden pri nas. Zanimivo, kaj ne? Zanimivo je, da veliko točk so izpostavili, veliko reči je bilo rečenih, ampak glavna točka, ki je bila pri teh govorih podana, kar jih je tudi Jones pridigal, Ellen White je sicer tudi rekla, da bi te njegove pridige mogli natisniti v knjigo. Jih so tudi v nemščini, v New Star Centru jih dobite. Glavna točka je bila, da glasni klic, ki je bil tam opisan, da je ta glasni klic delo, ki ga imamo v Izaji 58, se pravi, lačnim damo kruh. Dvakrat nam rečeno,
če boš to storil, in potem meni 3-krat rečeno, potem se bo to zgodilo, pa to se bo zgodilo in to se bo zgodilo. Kellogg je tudi prišel do govora, tega ne bomo vsega brali, sami se lahko preberete, ampak bom povzel. Pričel razmišljati o svojem govoru in rekel, če se je glasen krik z našim ljudstvom pričel, je to verjetno zato, ker smo komaj malo začeli delati, da bi naša luč zasvetila. Potem pa govori v teh rečeh, počakajte malo, glih smo malo začeli s tem. In Ellen White je rekla, da je to začelo, da je glasni klic podan, da bo izlit, pozni dež, delno že. Ampak Kellogg se je bojeval s tem, ne zaradi tega, ker se je bojeval z Ellen White, ampak razumel je, da nekako, da smo komaj malo začeli. In veste, kaj meni to pokaže? Pred enim mi daje upanje, ker mi kaže, da bo zaključeno delo ni daleč stran od nas. Ampak da je predpostavka to, da se globoko preobrnemo in ne sprejmemo delo, za katero se nam zdi, da smo predragoceni. Malo bomo še prebrali. Kako bo glasen krik zavzel skozi nas, ko pa je velik del cerkve 30 let za časom in zveni povsem neoglašeno, se pravi napačen zvok. Danes smo še toliko bolj neoglašeni. Koliko let kasneje smo? 130 let kasneje. K srcu si moramo vzeti luč in vso resnico moramo sprejeti, preden lahko pričakujemo, da bo Gospod izval glasen krik skozi nas. Ljudje so pričeli se oglašati v njegov govor in so Kelloggu rekli, ampak Ellen White je rekla, da je pozno, da se že začel. Kot že rečeno, on ni dvomil v Ellen White, ampak preprosto je bil zmeden glede tega, lahko rečemo, čudil se je, zakaj, ne? Da to delo, ki ga je začel, da je to delo pričelo v bistvu, da se je začel izlivati pozni dež. Nekateri se, kolikor se je dalo, otežili delo dr. Kellogga, da bi sebe poviševali. Vojskovali so se proti njemu. Kellogg, kot vemo, je kasneje potem šel pot, ki je kasneje vodila v to, da je zapustil skupnost, oziroma je bil vržen ven iz skupnosti. Ampak to delo se je moglo nadaljevati in Bog se je koncentriral s tem delom na novo. V Bibliji doskrat piše zaradi mojega svetega imena. Včasih se nam zdi, da Bog to dela zaradi nas, ampak ne gre se za to. Čista milost, če nas Bog lahko uporabi, če lahko uporabi kakšnega takega švohnega in smotnega človeka, kot sva midva. To on počne in on da v roko, zato ker se gre za njegovo sveto ime. In Bog je tudi tukaj začel delovati. In ni popustil, ker je ljudi tako zelo ljubil. Ker bi rad te ljudi tam zunaj dosegal preko nas. Torej je Bog fokusiral svoje delo, ker ni več mogel prek Kellogga. In Ellen White je začela v Avstraliji, začela to delo v Avondaleu, kjer je zgradila misijonsko šolo, zdravstven center, kjer so sestre, zdravniki bili izobraževani na način, ko ga danes dostikrat temu ni tako. To bi bilo predavanje zase, ampak to je pomembno, da omenim. Dostikrat gledamo, in to ni napad na nikogar, ampak vsak morda dela na svojem področju najboljše. Poznam gospo, ki je bila medicinska sestra in moj oče in vse podobno, ampak dostikrat gledamo na ljudi, na titule, zaključene diplome in gledamo na kaj se vse uči v svetu in potem rečemo to medicinska sestra ali pa zdravnik. Če si pa pogledamo definicije, kako si je Bog zamislil te izraze ali pa kako so takrat v Avondaleu in v drugih krajih se izobraževali te reči in to, kar mi danes se učimo v šolah, to nima nič več, skoraj nič več zveze s tem. Verujem, da to tudi zadržuje pozni dež. Tega dela ne bomo končali s to preprostostjo kot nekoč. Veste, ko jaz komu morda priporočam, da si recimo pri sivi mreni stiska limonovo oko in da to tudi pomaga.
veliko pričevanje o tem, da to deluje. 80-letne gospe, ki izgubijo sivo mrejo. Potem si ne morem sebi na ramo tapkati in reči, dober si dal, dober nasvet, da si limono daje v uč. Ampak ne gre sploh za možnost ponosa. Ampak ravno ta ponos je tisto, kar stoji na poti, da bi Sveti Duh in Bog lahko deloval. Torej, to delo so ponovno začeli delati z enim posebnim namenom. To so sicer zdaj preselili iz Avondale, je pol kasneje prišlo v Ameriko nazaj in se razširilo. 1909 je pisala, odslej je treba zdravstveno misijonsko delo upravljati z resnostjo, s kakršno še nikoli prej. To delo so vrata, skozi katera mora resnica vstopiti v velika mesta. Kaj imamo mi danes? Velika mesta na tem svetu, ali? Sprašujem se, kako bo to sploh mogoče? Ampak verjamem, da je to mogoče samo, ko bom jaz točno tam, kjer bi moral biti, in tam, da sem zvest. Torej pomeni, da ne naredim napake, ampak da tam ostanem na svoji poziciji, kamor me je Bog postavil. Potem ne bo drugače kot to, da bo Bog pridodal svoje. Ne razložim si, ne morem si drugače razlagati, kako bomo dosegli vsa ta mesta. Tako kot pravi Ellen White, da bo Bog v eni točki vzel delo v svojo roko. In koncentracija na velika mesta je bila tema nekoč in danes. Sporočila, ki jih je Bog pošiljal v preteklosti, se ne spreminjajo. Delo v mestih je ključno delo za ta čas. Ko bo v mestih potekalo delo tako, kot to hoče Bog, še enkrat poudarjam, tako kot Bog hoče, in ne tako, kot si mi nekaj predstavljamo, ampak tako, kot je napisano v Božji besedi, pa naj bo to svetopismo ali v Ellen White spisih, in nam toliko veliko nasvetov nam je bilo dano. In če bi delali tako v mestih, kot je Bog rekel, bo rezultat začetek močnega gibanja, kakršnega še nismo videli. Zdaj mi pa povejte, kaj to je. To je pozni dež. To je glasni klic. Delo se je sedaj preselilo iz takrat od Kelloga ni bilo več, na Avondale, in iz Avondale je sedaj prišlo nazaj v Ameriko, kot bomo videli v Loma Lindo, ker je vse to vodilo v Loma Lindo. Bratje in sestre, zelo pomembno je, to bi reče povedal, v zadnjih 2 letih smo razdelili toliko veliko knjig, kot verjetno še nikoli. Ne vem, ampak vsaj v preteklih parih letih, vsaj kolikor mi je znano. To je zelo dobro in Bogu sem hvaležen za vsako knjigo, ki se je podelila. Tudi prejšnji teden smo bili na dan katolikov v Stuttgartu in smo tudi delili. Upam, da veste, kako pomembno je to. In Ellen White to poudarja, ampak tudi to ne bo samo zaključilo delo. Vsi te citati so nam znani. In ja, vsi citati morajo biti. Vse je treba skombinirati, bratje in sestre. S tem vred. S tem, kar se danes pogovarjamo. Želim povedati, da če evangelijski služabniki in medicinski misionari niso združeni, bodo naše kongregacije deležne najhujšega zla, ki ga lahko povzročimo. Torej, to delo se je sedaj preselilo, vodilo v Loma Lindi in Bog je tam zgradil to delo. In zelo neverjetno je, kako je Bog ponovno pridodal k temu, da je to delo sploh se začelo. Poglejmo si nekaj teh točk, kako se je začelo. Rekla je takrat, oziroma kaj se je zgodilo, da je nakup nepremičnine po neverjetni kupčiji zelo poceni. Cena je bila, čez mnogo let je neverjetno padla cena, da je tako poceni bilo v enem trenutku za skupnost, da so to kupili. Sredstva so čudežno dana na voljo za njihovo plačilo, da so sploh lahko plačali zaradi obresti in vse te reči. Sicer so prišli še neki stroški, ampak mnogokrat je bilo tako, da je Bog tako očitno sodeloval s svojo roko v zadnji minuti, kot že dosti takrat. In tudi John Burden, ki je bil takrat predsednik Loma Linde, je prišel pod obstrel in kot vedno, ko ljudje nekaj dobrega delajo, padajo pod kritiko. In tudi on je prišel pod kritiko, ker je en dan so mogli plačati $5000 obresti, pa jih niso mogli plačati.
in je bil sklican v krizno situacijo, meeting, s takrat s konferenčnim predsednikom in so John Burdenu rekli, kaj predlagaš, da naj sedaj naredimo? Denarja ni, do danes nismo tega plačali, če ne bomo plačali, nam bo to vse vzeto in bomo izgubili. In John Burden je rekel, bratje, pokleknimo in molimo. Bratje so rekli, ok, molimo v redu, to je vedno dobro, dejmo, pokleknimo, molimo. In tako so pričeli moliti. In ko so končali z molitvijo, so vstali in potem so vprašali, brat Burden, kaj pa sedaj predlagaš? Brat Burden pa je odgovoril, poglejmo, kaj je v pošti. Si predstavljate, kako so se začeli smejati? Šli so na pošto, pogledali v kaselc in tam je bil točno neznano od koga ček za $5000 in tako so lahko plačali obresti. Vidno je bilo, kako očitno je Bog poskušal skupnosti pomagati za slavo njegovega imena, da bi se to delo nadaljevalo. Popolna prenova kalifornijske države zakonodaje o medicinskih licencah. To je bila zelo zanimiva točka, da so lahko omogočili razvoj edinstvene adventistične medicine. In kar se je zgodilo, si je Bog zamislil, tako kot ta šola tukaj, TGM, kako ne bi mi v bistvu izobraževali medicinske sestre, zdravnike in podobne. Takrat v svetu to še ni bilo priznano, ker če greš v svet, nimaš papirja, ampak konec koncev, bratje in sestre, koga to briga? Mene ni v zadnjih 10 letih vprašal za papir, ko je rabil pomoč in je spoznal, da mu želim pomagati, da ga ljubim, me noben ni spraševal za papir. Papirji bodo na konci še problem, se mi zdi. Nič nimam proti dobremu izobraževanju, če je po Božji volji. Ampak papir nam nič ne pomaga. Ampak mi imamo še vedno to v glavi, da so papirji tisti. In kaj se je zgodilo? Bog je to tako vodil, da je izobraževanje, tako kot bi moglo biti, adventistično, da je takrat bi lahko bilo sprejeto iz strani kalifornijske države. Polnega priznanja, ampak žal do tega ni prišlo. To je cela zgodba zase. Danih je bilo veliko navdihnjenih na svetov, kako se to dela. In Bog je postavil tega človeka, John Burdena, na špico, ki je nažalost bil oseba, ki je bil 6. po vrsti, ki je dobil največ pisem od Ellen White. In to ni bilo samo po sebi nič posebnega. Ampak v vseh teh pismih ni dobil niti ene same graje. Saj veste, kolikokrat je Ellen White grajala, ampak v teh pismih ni niti ene graje dobil. In on je vse skrbel, da bi zgradil to delo, tako kaj treba. Poslal je človeka v Loma Linda, ne kot učitelja, ampak kot učenec. To je bil učenec, ki je težko na začetku mu bilo v adventizmu, ampak po knjigi Jezusovo življenje in zdravstvenim misijonskim delom mu je bilo pomagano in sedaj prišel v adventizem. In ta človek je zanimivo. Morda ste že slišali za njega. Je bil John Tyndall. Zelo zanimiva zgodba. Ker je sprijel neko delo in mu je nekaj postalo jasno, iz česar se lahko učimo. Ta gospod, ki se je izučil v Loma Lindi, je pričel ne samo z evangelizacijami, ampak je kmalu poznal tudi, da ne delamo vsega, kar je tudi Ellen White napisala, da bi mogli storiti. Prepoznal je delo od Kelloga in da bi bilo dobro te skupine spet organizirati. Tako ni pričel samo govoriti o teh rečeh, pa evangelizirati, evangelizacije, ampak ko se je sam izobrazil v Loma Lindi, ker je bil 2 leti, ni pričel samo vklepljati zdravje, ampak tudi izoblikovati te skupine in sistematično hoditi do ljudi. Zanimivo je pa zato, ker je v tem času, bom še prebral ta citat, v Loma Lindi se takrat izobraževal. Loma Linda naj ne bo le sanatorij, ampak tudi izobraževalno središče za usposabljanje osredotočenih na evangelij zdravstvenih misijonstva.
Danes od tega ni več veliko ostalo. Ampak Tyndall je imel tega duha. To delo je začel ponovno sistematizirati, tako kot Kellogg, kjer je predtem 36,000 krstov imelo, kar je že veliko. Ne vem, če poznate koga, ki je imel po evangelizaciji 36 krstov. Če bi kdo izmed nas to tukaj imel v Evropi, ne vem, potem bi vsi časopisi adventistični. Ne vem, če bi sploh to adventistični pisali, ampak verjetno bi vse pisalo o tem. Veste, kaj se je zgodilo, ko je on upeljal ta sistem? V povprečju je imel 120 krstov. Neverjetno. Sedaj bom pa zaključil. Poglejmo si še to na kratko, zadnji odsek tega preučevanja. Se pravi, pričeli so s temi skupinami, se pravi, starešina, zdravniški pomočnik, svetopisanski delavc, podjetnik, pevec, 6 medicinskih sestrov, pa 10 neopredeljenih prostovoljcev. Seveda je cerkovina, kaj se dogaja, in so si mislili, kaj se zdaj tukaj dogaja. In John Roberts, predsednik Kalifornije, je prišel do Tyndalla 1927 in rekel, to, kar ti tukaj delaš, to bi ti mogel spraviti v šolo, ti bi mogel izobraževati druge ljudi, da oni to počnejo delati. In on je rekel, Tyndall, imam denar za enega človeka, ki bi ga lahko izobrazil in bi prišel pomagati. Tako da je k tem delu Roberts pa je potem predlagal enega mladega fanta v Loma Lindy in to je bil 21-letni mladenič, brat Roberts, predsednik rekel, brat Tyndall, lepo, ampak 21 let, tej si najti kakšnega slavnega, znanega, kakorkoli. Tyndall pa rekel, se upravičujem, ampak jaz bi rad tega mladega, ker sem videl, kako duhoven je ta mladenič in tega ne rabim preoblikovati. Dostikrat je tako, da so ljudje tako utrnjeni v svoje koncepte in jih moraš preoblikovati. Torej, vzel je tega mladeniča, danes pa je ta gospod Frizi, če ga poznate. To je bil takrat mladenič, ta mladenič. Ta dva skupaj sta delala preko več kot 10 let sta delala skupaj, dokler ni Frizi, tako rekoč, vstopil v svojo kariero in začel ta blueprint. In videl je potrebo po šolah, ki jih je potrebno postaviti po božjih konceptih in ne po konceptih, kot so, kjer piše adventizem sprede, pa sicer ne vsebujejo adventizma. Ta šola je zelo poznana. Wildwood, jo poznate. Tudi TGM se je ustanovil na podlagi te zgodbe Wildwooda. Ampak točno to delo se je spravilo v prakso. In zaključil bil še z nekaj citati in prišel do zaključnih misli. Zelo pomembno je, da si vzamemo to. Skupine je treba organizirati in jih čim bolje temeljito usposobiti, da bodo delale kot medicinske sestre, evangelisti, pastirji, knjižni evangelisti in delavci svetega pisma, da bi izpolnili značaj po božji podobi. Ne vem, če imate otroke, ne vem, če razmišljate, kje bi naj vaši otroci šli, da bi se izobrazili. In iskreno povedano, ne razumem, kako da svoje otroke ne spodbujamo bolj v teh časih, ker smo tik pred koncem, da bi šli resnično v neko tako šolo, kot je ta TGM, ali nekaj podobnega, ali pa da bi jih spodbudili, da bi šli to pot, da bi delali kot misionarji. Nič nimam proti izobraževanju v svetu. Vse je dobro, da se izobražajo, ne me narobe razumeti, ampak ne razumem, kako nekateri v adventizmu danes v teh časih, ki živimo, še vedno spodbujajo, da otroci delajo kariero, kao sigurnost v svetu, da bi imeli. Bratje in sestre, pa kje smo? Po božjem načrtu, oziroma da bi izpolnili značaj po božji podobi, da se razodane božji značaj. Bog ne kliče le pridigarjev, ampak tudi zdravnike, medicinske sestre, knjižne evangeliste. Tudi tebe kliče za to delo. Mislim, da vam je ta citat zelo poznan. Kristus s hrepenjenjem čaka razodevanja sebe v svoji cerkvi. To nam je danes postalo morda še malo bolj jasneje. Ko se bo Kristusov značaj v celoti odražal v njegovem ljudstvu, bo prišel in jih vzel k sebi kot svoje.
Ta citat smo že mnogokrat slišali, tudi jaz sem ga. Zanimivo pa, da v isti knjigi piše citat, ki to še bolj jasno pove, kaj to pomeni. Popolnost krščanskega značaja je dosežena, ki je odvisno tudi od njegovega prihoda, je dosežena, ko impuls pomagati in blagoslavljati druge prihaja nenehno od znotraj. Mislim, da pa naj bo toliko ljudi, ki kričijo proti popolnosti. Upam, da vsi nimamo problem, če beremo ta citat. Da je ta popolnost, polnina Kristusa v nas. Da je to dosežena, ko je impuls drugim pomagati in jih blagoslavljati. Neprestano prihaja od znotraj. In to bi moralo biti merilo za nas. Jaz se dostikrat preizkušam na teh rečeh. In dostikrat mnogo področje, ampak velikokrat mi pade v oči to, ko mi kot skupnost recimo pridemo na skupno kosilo. Ko iz mirnega petja adventizma postanemo zveri. Res je tako. Predvsem moški. Res je tako. Tudi jaz sem se moral naučiti bremzati. Da ne kar najprej pridigamo, potem pa kar pozabimo. Pridigamo evangelij in Kristusa in 5 minut kasneje si nabašemo krožnike. In sedaj ne govorim o prenažeranju, to je tema zase, ampak da ne mislimo na druge. Tudi drug še rabi nekaj za jesti, ne? To so take male stvari, s takimi malimi stvarmi se začne. To je tudi nekaj, kar sem se tukaj mogel naučiti. Bom še kasneje govoril o tem. To je moje merilo, ko govorimo o popolnosti. Ali imam to naravno potrebo, da mislim na druge. In če se zalotim, da ni tako, potem prosim Boga, da mi pri tem pomaga. Božji namen je moškim in ženskam predati poslanstvo, ki ga je predal Kristusu. To je v tem, da osvobodi svoje sledilce vseh posvetnih metod in jim da delo, ki je enako delu, ki ga je opravljal Kristus. Polnina Kristusa, braći in sestre. Delo, ki ga je opravil veliki učitelj v sodelovanju s svojimi učenci, je zgled, ki mu moramo slediti. Samo z ne svojo koristno skrbijo za tiste, ki potrebujejo pomoč, lahko praktično pokažemo resnice evangelija. Združenje Kristusu podobnega dela za telo in Kristusu podobnega dela za dušo je prava razlaga evangelija. Glasni klic je potrebno demonstrirati. Jakob 1:27, s tem smo začeli in s tem bomo ga zaključili. To sporočilo zauzema ta dva aspekta. To je sporočilo, kot jaz razumem, sporočilo 1888, če ga pravilno razumemo in živimo kot Kellogg, da to postane jasno, da to postane tako očitno za ljudi, da spoznajo in rečejo, ljubi Bog, s tem je pa res se nekaj zgodilo s temi ljudmi. In te zadnje lučke Jezusovega značaja se morajo razodeti v Božji skupnosti. Zaključujem s tem citatom. Raziščite nebo in zemljo. Ni nobene resnice, ki bi bila razodeta močneje, kot je ta, ki se kaže v usmiljenih delih za ljudi, potrebne našega sočutja in pomoči. To je resnica, kakršna je v Jezusu. Ko bodo izpovedovalci Kristusovega imena prakticirali načela, ki jih najdemo v zlatem pravilu, bo ista moč, ki je spremljala evangelij v apostolskih časih, navzoča med nami. Jaz bi še dodal, tako, ona sama pravi, v 10-kratni moči. In bratje in sestre, to je moja želja. Še veliko bomo govorili o poznem dežju. Osebni bomo tudi postali. Bomo videli, kaj bom še predigal, ker še sam točno ne vem. Bomo videli, kako bo Bog to vodil. Ampak vidim tukaj en pomemben zgodovinski aspekt, ki smo ga izgubili. In molim, naj popravim. Ne samo, upam, da smo to videli v velikosti, da vidimo, kako pomembno je to. In kaj bi to že takrat lahko bilo. Naj nam Bog pomaga. In vabim vas, če je to vaša želja in molitev, in če me to spregovorilo
da vzame to s sabo, ko pričenjamo soboto zvečer, in da to predamo Bogu v molitvi, kako naj tukaj mi osebno in kot cerkev se lahko tega udeležimo. In če je to vaša želja, vas prosim, da pokleknemo in molimo. Oče nebeški, želimo se ti zahvaliti, da se lahko učimo iz svete zgodovine. Gospod, vidimo, da ti imaš načrt in slediš temu načrtu, ki še vedno velja. Želiš, da bi se tvoj značaj razodane v nesebičnih delih. Ne samo s toplimi besedami. Bog, želim, da nam odpustiš kot skupnost, kot cerkev, kjer smo doskrat bili, nam je manjkalo, Gospod. Seveda so tudi pozitivni primeri in ljudje, ki se resnično angažirajo in tudi po svojem spoznanju najboljše delajo. Ampak, Gospod, prosim te, vodi nas nazaj, da bi bili odprti, da nas ti lahko korigiraš, da vidimo, da smo tudi z našim izobraževanjem, v našem izobraževanju, da je potrebno stvari spremeniti, da je treba spremeniti tudi koncepte, da je tudi v naši teologiji potrebno spremeniti. Prosim te, Gospod, da bi bili iskreni s teboj. Gospod, ti si vedno iskren z nami in vedno odprt z nami. Naj, Gospod, to bo tudi naša izkušnja. Vodi nas čez ta vikend, skozi ta Inspiration Weekend. Naj tvoj duh poseben način deluje na vsako srce. Gospod, daj, da bi čutili potrebo po tvojem svetem duhu, da bi nam to postalo jasno kot še nikoli. Želim se ti zahvaliti, ker boš ti to storil, in hvala, Gospod, za tvoj mir in počitek, ki si ga dal obljubil za to soboto. V Jezusovem imenu se ti to zahvaljujem in prosim. Amen.